Radio, televizija Ljubljana, prvi radijski program. Še nekaj trenutkov in ura bo 5:30 minut. 5:30 bo ura. Točno 5:30. Čas je za jutranjo kroniko. Pred mikrofonom je novinar Filip Šemrl. Dobro jutro. Uvod današnje osrednje jutranje informativne oddaje začnimo z novico, ki jo je včeraj objavil zdravniški konsilij o zdravstvenem stanju predsednika republike Josipa Broza Tita. V zadnjih dneh je predsednik republike tovariš Tito okreval počasneje zaradi prebavnih motenj in nekaterih težav v zvezi z delovanjem ledvic. Zdravniški konzilij je sporočil, da izvajajo ustrezne ukrepe za zdravljenje. Na grobnico narodnih herojev v Ljubljani, kjer je pokopan revolucionar, mislec in državnik Edvard Kardelj, so ob obletnici njegove smrti položili vence. Venec predsednika republike tovariša Tita je položil član predsedstva Jugoslavije Cvetin Mijatović. V spomin na velikega državnika so vence položili tudi Kardeljeva soproga z družino ter delegacije Skupščine Jugoslavije, Slovenije in družbeno-političnih organizacij. Po številu novic, ki so nam jih posredovale tiskovne agencije, je pričakovati, da bo ta teden dokaj miren, bolj živahno bo v ameriškem mestu Lake Placidu, kjer se bodo pomerili najboljši športniki sveta v zimskih športnih disciplinah. Sicer pa preletimo nekaj naslovov novic, ki jih vam bomo posredovali v nadaljevanju oddaje. Delegaciji Zveze komunistov Jugoslavije sta odpotovali v Bonn in Varšavo. Prvo vodi Aleksandar Grličkov, drugo pa France Popit. Slednja se bo udeležila 8. kongresa Poljske združene delavske partije. Veleposlaništvi Izraela in Egipta bodo odprli zamudo. Iran slavi prvo obletnico zmage islamske revolucije. Šport in vremensko poročilo. Kratka vremenska napoved pa pravi, da bo danes oblačno, sprva ponekod v nižinah zamegljeno, čez dan bodo prehodno manjše padavine, v nižinah kot dež. Najvišje dnevne temperature bodo med 5 in 10 stopinj. V Bonn je včeraj odpotovala delegacija Zveze komunistov Jugoslavije. Tja jo je povabilo predsedstvo Socialno-demokratske stranke Zvezne republike Nemčije. Člani naše delegacije, ki jo vodi Aleksandar Grličkov, bodo z gostitelji izmenjali mnenja o mednarodnih razmerah ter razvoju odnosov med Zvezo komunistov Jugoslavije in Zahodno socialno-demokratsko stranko. Popoldne se bo v Varšavi začel 8. kongres Poljske združene delavske partije.
Uvodno poročilo bo v imenu politbiroja prebral prvi sekretar Poljske združene delavske partije Edvard Gierek. Na kongresu bo sodelovalo 1847 delegatov, predstavniki obeh poljskih strank, Demokratične in Združene ljudske stranke, domači gostje, delegacije komunističnih in delavskih partij iz vseh socialističnih držav in nekaterih evropskih socialističnih strank. Delegacijo Zveze komunistov Jugoslavije vodi na kongresu predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije France Popit. Veleposlaništvi Izraela v Kairu in Egipta v Tel Avivu bodo odprli 18. februarja in ne 15. je sporočil izraelski radio. Zamudo gre pripisati izraelski zahtevi, saj je 15. petek dan pred tako imenovanim gospodovim dnem. Kot so prvotno napovedali, bosta veleposlanika prevzela dolžnosti 26. tega meseca. V skupnem sporočilu, objavljenem ob koncu obiska iranskega predsednika Hilarija na Bahreinu, je rečeno, da Irska zahteva ustanovitev palestinske države, izraelski umik iz Jeruzalema in priznanje vloge palestinske osvobodilne organizacije kot predstavnika palestinskega ljudstva.